Vemo, da nevzdržne razmere, ki jih narekuje pospešeno širjenje okužb z novim koronavirusom, zelo konkretno vplivajo ne le na zdravstvo, ampak tudi na stanje v celotni slovenski družbi. Zanima me, kako se tem novim, bistveno drugačnim okoliščinam prilagajate v splošni bolnišnici na Jesenicah. Vemo, da so tovrstni ukrepi nekako usklajeni med vsemi bolnišnicami, vse so v težavah, pa vendar, kako je poskrbljeno za kakovost in varnost obravnave? Ja, mi smo pravzaprav v primarnem planu bili bolnica, ki naj ne bi doživela nekega COVID navala, zaradi tega, ker smo v postopku požarne in energetske sanacije. Tako smo se tudi v prvem obdobju obnašali. Zdaj se je pa zgodilo, kar se je pač zgodilo v celi Sloveniji, doletelo nas je eno povečano tveganje za okužbe, doletelo nas je povečano število ljudi, ki prihajajo v bolnišnico zaradi pridruženih bolezni in COVID stanja. Doletelo nas je to, da imamo pravzaprav znotraj bolnišnice en delujoč COVID oddelek, drugi pa v postopku ustanavljanja, obenem pa vršimo požarno in energetsko sanacijo. Naše težave so se začele pravzaprav z koncem septembra. Takrat smo zaznali, da imamo problem na abdominalnem odseku. Tam smo premeščali enega od bolnikov na nek nujen poseg v Ljubljano in oni so nas obvestili, da so pač pri bolniku, ki je bil premeščen, izolirali COVID. Potem smo seveda takoj šli v akcijo, pobrisali smo vse osebje tega oddelka, pobrisali vse bolnike in zaznali 15, popravno prosim, če je drugače. V začetku je bilo to 5 zaposlenih, pa 3 bolniki. Kasneje ob nadzornih kontrolnih brisih so pa pravzaprav praktično vsak dan skoraj 1 ali 2 še bila pozitivna, tako da nekje v obdobju 40 dneh smo zaznali 15 pozitivnih zaposlenih. In tudi kasneje so še pacienti obolevali že pod dopustom. Torej, situacija, ki pravzaprav ni osamljena v nobeni od bolnišnic v Sloveniji, ne glede na to, da so bile tukaj pri vas načrtovane drugačne aktivnosti, postajate del tega, za kar vemo, da se pri nas ne bi zgodilo, če bi pravzaprav vsakdo med nami upošteval zaščitne ukrepe. Kako komentirate tovrstno dogajanje v družbi? Ja, načeloma, mislim, da bi se čisto izognili, sigurno, da je to utopično misel, da ukrepi 100% zajezili, verjetno, da ne bi, ker tukaj smo mi upoštevali od vsega začetka ukrepe, vendar smo imeli tako imenovani vdor v belo cono, kjer nismo pričakovali, ker pač pacienti po nobenih kriterijev niso kazali znakov COVID pozitivne bolezni, tako da smo jih čisto po naključju zaznali. Tudi zaposleni, ta prvi, niso bili oboleli, niso hodili v službo kakorkoli z znaki COVID-a, vendar pač zgodilo se je, da so v tisti fazi kužnosti, preden zboliš, da je prišlo do prenosa. Tako da dejstvo je, da verjetno se tega 100% na nobenem primeru ne bi izognili. Slej ko prej se to lahko zgodi in se tudi dogaja, ne samo pri nas, povsod pravzaprav zaznavamo to, ker pač predvideti vnaprej je pač enostavno težko. Dejstvo pa je, da vsi ukrepi, sploh znotraj bolnišnice oziroma katerihkoli zdravstvenih zavodov, morajo zaposleni se jih držati 100%, ne glede na njihovo osebno mnenje ali pa njihovo osebno prepričanje. Mi pač to poudarjamo, vemo, da imamo ljudi, ki so proti nošenju mask, da ne verjamejo vse se kroži, vse posod po nekih forumih, vendar to mnenje pač v
bolnišnici ne sme veljati, ne glede na to, kaj si osebno kdo misli, se ukrepov morajo držati in jih tudi strašno, bom rekla, nadziramo in jih opozarjamo in tega ne dopuščamo, če se kdo ukrepov ne drži, to je pač znotraj hiše. Ja, rad bi povedal, da je virus pravzaprav ni političen virus, ampak je virus čist navaden. Njegov namen je replikacija delcev in potem, ko doseže svoj namen, ga ne briga, si črn, si bel, ampak pomembno je samo, da si živ. Zato, da lahko narediš novo replikacijo delcev. In dejansko pravzaprav se premalo zavedamo, kako majhen ukrep je pravzaprav nošnja mask na javnih mestih ali pa kako majhen ukrep je pravzaprav socialna distanca v primerjavi z posledicami, ki nas lahko prizadenejo z navalom, bomo rekli, nekaj 100 bolnikov vsak dan v zdravstvenem sistemu. Če si predstavljate, da je vsak dan obolelih približno 2000 ljudi trenutno, pa če domnevamo, da bo zdravstveno oskrbo potrebovalo 5% ljudi, vsi ostali gre lahko asimptomatsko ali pa z majhnimi bolezenskimi znaki. To pomeni, da vsak dan potrka na zdravstveno ustanovo približno 100 novih bolnikov, od tega je pa mogoče nek procent do 3% potrebuje pa ventilacijo. Če to enostavno seštejemo, pa če vemo, da smo pravzaprav v nekem začetku resne epidemije, resna epidemija se je pravzaprav pri nas začela v drugi polovici, bomo rekla, oktobra. Če vemo, da smo v resnem delu epidemije, potem bi bilo nujno potrebno, da so ljudje skrajno ponižni, pa ne pred vlado ali pa pred NIJZ ali pa pred NLZOH ali pa pred katerim koli drugim subjektom, ampak pred virusom, ki je pač nekaj, kar ima svoj namen. Pri tem je pravzaprav jasno, kako omejene so kadrovske in tudi siceršnje zmogljivosti v zdravstvu. In če vemo, da morajo zdravstvene ekipe, zdravniki, medicinske sestre in vsi ostali skrbeti tudi za bolnike z drugimi resnimi obolenji, je situacija resnično skrajno resna. Trenutno je v bolnici zbolelo za COVID-19 65 zaposlenih sodelavcev in sodelavk. Od tega se jih je 15 že vrnilo v delovni proces, 50 jih pa manjka. Pri tem, da se morate zavedati, da je delo na COVID oddelku bistveno drugačno, kot je delo na običajnem oddelku. Tam so zaradi vseh varnostnih protokolov in dela, tam mine čas, da se pripraviš, preden greš v izoliran oddelek, mine čas, da se slečeš, ko greš z izoliranega oddelka. In dejansko pravzaprav so potrebe po zdravstvenem kadru na tem oddelku veliko večje kot na običajnem negovalnem oddelku ali pa običajnem oddelku, ki se ukvarja z patologijo, recimo kirurškega bolnika. Manjka jih, izčrpani so, dejansko so izčrpani. Trenutno se pogovarjamo o tem, da bi ljudje, ki se vračajo iz bolniškega dopusta, ki so preboleli COVID, trenutno se ukvarjamo s tem, da bi jih vsaj del njih poskušali namestiti na oddelke, ki zdravijo COVID bolnike. Se večinoma jih kar razporejamo na ta oddelke. Tako. Kako pa je s prilivom bolnikov okuženih z novim koronavirusom? Kajti po zadnjih podatkih smo slišali, da je prav Gorenjska med najbolj ogroženimi regijami. Prostorsko smo močno omejeni. Trenutno, če pogledamo naše zmogljivosti, so naše zmogljivosti 16 bolnikov na enem oddelku, drugi oddelek se odpira, drugi oddelek bo zmogel približno enako število bolnikov. Če tako pogledamo 32 bolnikov, pomeni, da v bistvu, če se Gorenjci izvolijo zboleti v večji količini, potem bodo prišle upoštev druge opcije. Drugih opcij pa tudi ne vidim veliko. Če tudi pravzaprav gospod minister govori o tem, da so rezervni scenariji, ampak jaz rezervni scenarij žal vidim kot scenarij brez zdravstvenih delavcev. Jaz enostavno ne vidim
ljudi, ki bi delali na drugih enotah, kot na teh, ki so tukaj. Izven, ja. Morate vedeti, da smo mi že štartali epidemijo z krepkim minusom kadra. Ne? Že kar nekaj let je obdobje pomanjkanja kadra, predvsem zdravstvene nege, tako da smo že štartali podhranjen, kar se kadra tiče, poleg tega je pač dnevno obolevajo zaposleni, kar je pač večinoma zdaj iz zunanjega okolja, ki je breme COVID pozitivnih ogromno na Gorenjskem. Tako da biti poleg tega še vsak dan minus 50 je, si predstavljate, da pokrivamo to, kar imamo zdaj na skrajnih močeh oziroma že, bom rekla, na etični pogon z izčrpanostjo. Tako da to, kar je dr. Dolenc omenil, da bi še na kakšni drugi lokaciji oziroma še širal COVID oddelek, si težko oba dva predstavlja, ta trenutek sigurno. Ne? Če se vrnejo vsi, ki so že oboleli, smo še zmeraj zelo podhranjeni, kot je omenil, delo na COVID oddelku pa zahteva tudi več kadra, ne to kot na običajnem, je pa še to dodatno breme, kar se tiče obremenitve in pa potreb po kadru. Govori se o ustanavljanju telovadnic, ki bi bile prirejene za COVID bolnike. To mi je enostavno v obdobju 21. stoletju pravzaprav se mi to zdi težava. Težava zaradi tega, ker pravzaprav nimaš kadra, ki bi lahko poskrbel za te ljudi, da gre za umik nekih oseb v pač te, bom rekel, zasebne ustanove, se mi ne zdi primerno. Tako enostavno je pa poskrbeti za preventivno in učinkovito zaščito pred prenosom virusa. Ta je pravzaprav, lahko bi rekli, edini ukrep, ki bo v prihodnje omogočil ne le etično ravnanje v sklopu epidemije, ampak tudi res strokovno in varno obravnavo vseh obolelih, kaj ne? Ja, seveda, čisto tako. Pa tudi, da veste, ko bo cepivo na voljo, a ne zdaj v vsem tem gnevu in teorijah zarote, ki se pojavljajo ob tem, verjetno ta epidemija ne bo izzvenela. Zato, ker se bo število ljudi, ki se bodo pripravljeni cepiti, cepljenje verjetno ne bo obvezno, domnevam, da ne bo obvezno, ampak vse to število ljudi, ki se bo pripravljeno cepiti, ne bo omogočilo čredne imunosti, kot si to nekateri želimo, ampak bo omogočilo samo to, da bo določen del populacije nek čas zaščiten, potem pa spet prišlo do stopnjevanja težav. Ja, moje mnenje je enako. Ne? Pravzaprav bi se vsak posameznik mogel zavedati, če z upoštevanjem, striktnim, se pravi doslednim upoštevanjem ukrepov lahko prepreči eno hospitalizacijo pacienta, je že veliko naredimo. Ne? Zato vse večinoma, hvala Bogu, bom rekla, obolevajo nekateri z zelo blagimi znaki, vendar so nosilci oziroma tisti, ki okužijo lahko naprej, in to so pa lahko naše stare mame, stare starše, se pravi tisti, ki potrebujejo hospitalizacijo v naši bolnišnici. Ne? To se je treba zavedati. Že ena z ukrepom je veliko narejeno. Če pogledamo starostno strukturo naših oskrbovancev na COVID oddelku, dejansko gre za osebe, ki so starejše od 65 let. Zdaj, če se tako tolaži, večina populacije oziroma vsi ti mlajši, ki so stari manj kot 65 let, vse dni bomo pa enostavno prešli nekak bolezen brez nekih posledic. Vam lahko povem primer ene gospe, se pravičujem, ne bom zelo v detajle, ampak vseeno, gospa je intubirana 3. teden, ne v naši bolnišnici, intubirana 3. teden s COVID simptomatiko, sicer se stanje izboljšuje, ampak gre za žensko brez pridruženih bolezni, staro 60 let. Zdaj, če nekdo lahko v svojem egoizmu reče, to se mene ne tiče, ni moj problem, lahko rečem, ne, ni vaš problem, ampak gre za enostaven odnos do družbe kot celote. Če smo kot družba, kot celota lahko odgovorni, potem bomo odgovorni do svojih najbolj ranljivih, do svojih starostnikov, do svojih imunokompromitiranih otrok, do ljudi, ki pač imajo težave z prebolevanjem enostavnih bolezni. Da pa stvar
bomo rekli, vseeno malo manj pesimistična, pa lahko rečem, da od naših 60 bolnikov, trenutno 60 bolnikov, približno, ki so se zdravili pri nas s COVID pozitivnim stanjem, lahko rečem, da je trenutno umrlo vsega skupaj nekaj ljudi. Nekako računamo, da so 4 umrli z COVID ali pa s COVIDom ali pa zaradi COVIDa. Večino pravzaprav umrejo z respiracijsko insuficienco. Zagotovo je ta epidemija izziv, na katerem nemalokrat pada človečnost. Vsaj pri nekaterih posameznikih, ki se niso sposobni sprijazniti s stanjem, ki smo mu priča in v katerem trenutno živimo. Zato me zanima, kakšno je vajino ne le sporočilo strokovnjakov dveh strok, ki delata na bolnišnični ravni, ampak tudi osebno sporočilo ljudem, kako naj ravnajo v prihodnje, zakaj je tako pomembno, da upoštevajo ukrepe. Med drugim se jutri denimo uvaja dodatni ukrep omejitev na gibanje glede na meje občine. Kako naj ravnajo, kako naj pokažejo, da vendarle živimo v humanem človečnem svetu, kjer starost nikakor ni dejavnik, ki naj bi odločal o tem, kako se odzivati na problem, ki se nas tiče vseh. Tako enostavno je, spet je tako enostavno, vse je tako grozno enostavno, pa obenem tako težko. Zato, ker se te enostavne ukrepe, ki jih stroka predlaga, banalizira, ker se jih poskuša minimalizirati, ker se poskuša govoriti o virusnih delcih, ki so manjši od por v tej maski, ker se poskuša, potrebno je samo zaupati v dobronamernost strokovnjakov, ki o virusu vedo več, kot vem, recimo jaz. Pa ni potrebno, so ti strokovnjaki iz Slovenije. Naj poskušajo razumeti, da enake ukrepe, kot jih uvajajo Slovenci, oziroma slovenski vladni vrh, da jih upeljujejo v Avstriji, da jih upeljujejo v Nemčiji, da jih upeljujejo v Italiji, če je to potrebno, ali pa kje drugje. Načeloma, če kdo ne verjame, če kdo ne ve, naj poskuša malo, vseeno poskuša pogledati recimo razmere v Združenih državah Amerike, Braziliji ali pa v Indiji, ali pa naj pogleda stare posnetke na Kitajskem, kaj so vse počeli, da bi ukrotili epidemijo, ki jim je ušla iz nadzora. In pri nas se dogaja ta scenarij. Pri nas stvari, če pogledate številke v zadnjih tednih, uhajajo iz nadzora. In dejansko nas skrbi, nas zdravstvene delavce skrbi, ne da bomo zboleli. Skrbi nas, da ne bomo zmogli enako dobro poskrbeti za vse. Do zdaj smo skrbeli za starostnike, zdaj pa mogoče ne bojo več oni varni več v tej obravnavi, ampak bodo ogroženi drugi mlajši ljudje. Moje sporočilo je podobno. Ne? Če bom s svojim odgovornim vedenjem oziroma upoštevanjem ukrepov lahko preprečila eno okužbo, sem že veliko naredila. Zavedanje vsakega posameznika v tem kontekstu je lahko za družbeno dobro že veliko naredila.